diplomirani pravnik kot državljan. Prosim. Lep pozdrav. Moje izvajanje bo predvsem v smeri, katero so že nakazali predhodniki, recimo gospod Magajna, gospa Zagajšek, pa tudi bo šlo v smer, ki sta jo nakazala oba predhodnika iz FDV-ja, vendar sta oba pozabila eno pomembno področje pri vsej tej razpravi. Danes razpravljamo o pomenu in vlogi javnega servisa RTV Slovenija, točneje o spremembi zakona o RTV Slovenija. Sam bom govoril o pomenu javnega servisa RTV Slovenija in medijev v Sloveniji nasploh ter o njihovi povezavi z demokracijo. Za seboj imam 25 let aktivnega spremljanja politike, letos pa sem diplomiral z delom Politično pravo na Slovenskem, ki ga v branje priporočam vsakomur, ki spremlja to razpravo. Zaključil bom z nekaj odprtimi vprašanji slovenske demokracije danes, katerim mediji in politika doslej še zdaleč niso posvetili dovolj pozornosti. 2 leti nazaj, točneje 8. februarja 2019, je bil na spletnem portalu Nova24 objavljen intervju s Klemnom Jakličem, narejen za revijo Demokracija z naslovom Obstoj demokracije oziroma svobodne demokratične družbe kot njene moderne oblike ni samoumeven. Torej, če obstoj demokracije in svobodne demokratične družbe ni samoumeven, se je torej potrebno vedno znova preizpraševati, ali jo še imamo. Kateri pa so najpomembnejši kriteriji, prek katerih ugotavljamo obstoj svobodne demokratične družbe? Dvojni doktor prava Klemen Jaklič je sedaj v funkciji ustavnega sodnika, zato naj v imenu demokracije spoštovanemu odboru posredujem njegovo takratno stališče. Pogojev za svobodno demokratično družbo je mnogo, za tranzicijske demokracije pa je ključno to, da jim čim prej in čim bolj temeljito uspe vzpostaviti tako imenovano svobodno oblikovanje politične volje. To je resnično svoboden proces oblikovanja mnenj volivk in volivcev. Le v takšnih resnično svobodnih pogojih je namreč mogoče govoriti o tem, da državljani volimo svobodno in da je tako izvoljena oblast resnično demokratična in legitimna. Literatura lepo opisuje, kako je za takšno svobodo oblikovanje politične oziroma volilne volje treba imeti kar se da pluralno medijsko krajino, ki onemogoča monopole nad megafoni, s katerimi se pristno oblikovanje volje volivk in volivcev sicer zlahka izkrivlja. Podobno alarmanten je naslov članka z dne 27. november 2018 izjemna pravnika, dr. Jaklič in dr. Toplak o slovenski medijski in družbeni nepluralnosti, kar vodi tudi do nepoštenih volitev. Ta članek je bil objavljen na spletnem portalu Politikis. Nosilno sporočilo Klemna Jakliča. O vprašanju, ali je potrebna reforma pravne in demokratične države, se zaradi svojega položaja ni želel opredeljevati. Povedal pa je, kateri predpogoji morajo biti v teoriji izpolnjeni, da pravna in demokratična država delujeta. Kot temeljni predpogoj je izpostavil pluralizem mnenj, posebej v medijih. Če je medijski prostor monopolističen, potem ne moremo govoriti o svobodnem oblikovanju politične volje, saj ljudje, ki volijo, ne bi volili tako, kot so, če bi bil medijski prostor pluralen, je dejal. Tudi za same volitve, ki potekajo v takem nepluralnem prostoru, po njegovih besedah niso poštene. Prav tako oblast, ki je na njih izvoljena, ni povsem legitimna. Mimogrede, z legitimnostjo je tako kot z nosečnostjo ali poštenjem, si ali pa nisi. Nosilno sporočilo Jurija Toplaka, takrat, leta 2018, slovenska družba zaradi dolgega obdobja nepluralnosti v prejšnjem sistemu še ni povsem pluralna. Glavno nalogo, da to nekoč postane, ima po njegovi oceni ustavno sodišče. Kajti, če ljudstvo in parlament, ki ga to ljudstvo izvoli, v sebi nimata pluralnosti, potem pluralnosti tudi ne bosta zagotovila, je opozoril. In smo v začaranem krogu, kajti ko odpremo eno škatlico s problemom, iz nje skoči naslednja in tako naprej. Od medijev so torej odvisne volitve, od volitev je odvisno, kdo bo sestavljal državni zbor, torej zakonodajalca, in od državnega zbora je v prvi vrsti odvisno to, o čem se bo odločalo, šele na to pa tudi, kako se bo o tem odločalo.
In če je državni zbor sestavljen s pomočjo neravno legitimnih volitev, mu bo mar v interesu spreminjati neravno legitimno volilno zakonodajo? In kaj naj z ustavnim sodiščem, ki o teh vsebinah ne želi odločati? Zato prosim cenjeni odbor, da prisluhne enemu zadnjih treznih opozoril, da naše volitve in referendumi tudi zaradi medijske zakonodaje, tudi zaradi zakona o RTV Slovenija preprosto niso več legitimni. Potrebno je odpreti razpravo o 12. členu zakona o RTV Slovenija. Prav danes se je pričela referendumska kampanja o zakonu o vodi in doslej je Televizija Slovenija že večkrat kršila ta člen ob organizaciji neustreznih soočanj. Šlo je za vprašanje, ali je potrebno spoštovati določbo, da ima vsak organizator kampanje na razpolago enak čas in enak prostor za predstavitev svojih stališč. Tega na prejšnjih referendumskih soočenjih ni bilo. Namreč format oddaje, ki so ga naredili na Televiziji Slovenija, je bil en tabor je imel enako časa kot drug tabor, vendar v dveh taborih je bilo različno število nastopajočih oziroma organizatorjev kampanje. Ampak TV Slovenija dosega le kakih 17% gledanosti televizijskega medija. Okoli 70% TV gledalcev ima zasebno podjetje ProPlus s kanaloma Pop TV in Kanal A. Potrebno je torej odpreti razpravo tudi o 6. členu zakona o volilni in referendumski kampanji, saj je tam urejena le dvostavčna dolžnost lastnika zasebnega medija, namreč da sam sebi napiše pravila in jih javno objavi. To je približno tako, kot če bi, recimo, tovornjakarji sami sebi napisali pravila za vožnjo v cestnem prometu in jih javno objavili. Če je cenjenemu državnemu zboru res mar za demokratične, pravične, svobodne in ustavne volitve, se bo torej moral resno soočiti ne samo z 12. členom zakona o RTV Slovenija, ampak tudi s 6. členom ZVRK. V obeh primerih gre namreč za eklatantno, očitno politično diskriminacijo. Žal o tej vrsti diskriminacije do danes ni govoril niti sedanji zagovornik enakih možnosti, ki si želi ponovnega imenovanja za 5 let. Žal o politični diskriminaciji ni govoril praktično noben medij resno doslej, niti tega niso problematizirali na RTV Slovenija in pričakovati je, da nobena kadrovska sprememba programskega sveta tega ne bi mogla spremeniti kar sama po sebi. Kot zanimivost naj dodam še dejstvo, da bi moral 12. člen zakona o RTV Slovenija zajemati pravzaprav tudi STA in spletni portal siol.net, saj gre za medija v državni lasti. Čisto za konec naj omenim še 3 elemente omejevanja razvoja svobodne demokratične družbe, s katerimi naj se državni zbor prične soočati nemudoma. Gre za 23. člen zakona o političnih strankah, finančna diskriminacija strank, ki na volitvah ne prejmejo več kot 1% glasov. 16b člen zakona o referendumu in ljudski iniciativi, gre za diskriminacijo pri zbiranju podpisov na upravnih enotah, mimogrede noben medij, tudi RTV Slovenija, ni problematizirala tega, pa je ustavni sodnik Marko Šorli že kar davno napisal mnenje, da je ta način zbiranja podpisov za referendum neustrezno in tudi sedanji zbiratelji podpisov so imeli pritožbe na to, pa tega ni bilo preprosto v medijih ozaveščenega. Pa še ključna zadeva, 90. člen Ustave Republike Slovenije, ki je bil spremenjen mimo volje ljudstva in s katerim je praktično onemogočeno izvajanje zakonodajne oblasti ljudstva. Mediji, predvsem javni servis RTV Slovenija, naj torej, ne glede na organizacijske in kadrovske postavitve, pričnejo odpirati točno te do sedaj zamolčane vsebine, kajti naslednje volitve so že naslednje leto. Mar res želite še ene nelegitimne volitve? V želji, da bi lahko vsi skupaj rekli, da živimo v svobodni in ne simulirani demokratični Republiki Sloveniji, vas lepo pozdravljam. Hvala za pozornost. Hvala vam. Kot zadnja pa je Alenka Gabrovec, odgovorna